Lepo pozdravljeni v današnjem izobraževanju. Zdaj najprej nekaj tehničnih zadev. Kot vedno povemo na začetku, vas prosimo, da pač imate mikrofone zdaj vsi izklopljene, zato pišite vprašanja morebitna v klepet. Izobraževanje tudi snemamo, tako da bo na voljo kasneje, za tiste, ki se morda danes niso uspeli udeležiti, in ga bomo potem tudi distribuirali, tako kot smo poslali vabila. Tako da predlagam, da kar začnemo. Torej, naše izobraževanje današnje je namenjeno kugi in pa vsepnicah pri drobnici. Zdaj, včasih smo se o takih boleznih pogovarjali kot o nekih eksotičnih, oddaljenih, no, v zadnjem času pa se pojavlja vse več izbruhov kuge drobnice, pa tudi vsepnic ovc in koz v Evropi in pa na Balkanu. To sta obe bolezni, ki sta zelo nalezljivi virusni bolezni pri drobnici, in obe spadata v kategorijo A, in za te bolezni je obvezno izkoreninjenje. Zdaj, glavni način prenosa je z okuženimi živalmi in pa njihovimi proizvodi. Obe bolezni pa povzročata kar veliko gospodarsko škodo, zdaj direktno zaradi izgub, pa izgub v proizvodnji in potem vse, kar je vezano na ukrepe, potem zaradi premikov, ki so prepovedani, in raznih drugih omejitev. Zdaj, v Sloveniji k sreči kuge, drobnice in vsepnic še nikoli nismo imeli. Najbližje nam je bil izbruh na Madžarskem, in sicer lani v začetku leta, kjer je tudi ogroženo območje segalo k nam v Prekmurje, in tam smo potem izvedli vse predpisane ukrepe in k sreči tudi vse je bilo negativno. Danes vas bomo seznanili s situacijo glede obeh bolezni v Evropi in pa v regiji. Strokovnjaki z Veterinarske fakultete Nacionalnega veterinarskega inštituta bodo povedali, kako prepoznati klinične znake, kar je zelo pomembno, predvsem za vas rejce, da hitro prepoznate in potem obvestite veterinarja. Potem vas bomo seznanili z diagnostiko obeh bolezni, pa ponovno se bomo spet spomnili na najpomembnejše, to je biovarnost. Torej, kako preprečiti vnos in širjenje bolezni. Zdaj, na koncu bomo šli čez vprašanja, ki bodo v klepetu napisana. Poskusili bomo odgovoriti na vse, sicer pa se potem lahko še po mailu karkoli pošlje. Zdaj bi pa jaz kar povabila k besedi kolegico Jedrt Maurer Vernik, da predstavi situacijo vezano na obe bolezni. Najlepša, kot je že kolegica povedala, pa damo tole naprej. Spadata tako kuga drobnice kot vsepnice ovac in koz med bolezni kategorije A. To so bolezni seznama, ki se običajno ne pojavljajo v Uniji, kar v zadnjem času v bistvu ni res, in za katere je treba v primeru potrditve sprejeti takojšnje ukrepe za izkoreninjenje. To so tako imenovane posebno nevarne bolezni živali, pri katerih je treba takoj po potrditvi pokončati vse dovzetne živali v okuženem obratu. Vzpostavijo se območja z omejitvami, na katerih veljajo strogi ukrepi. Eden glavnih je prepoved premikov tako živali kot proizvodov dovzetnih živali. Tole je naveden cel sklop zakonodaje, ki ureja to področje. Zakon o zdravju živali, uredba 2016/429. To so pravila o zdravju živali, ki na novo ureja celo področje zdravja živali. Potem uredba, ki kategorizira bolezni, 687, uredba, ki določa ukrepe, in pa uredba delegirana 361, ki pa določa, na kak način in kako se lahko uporabljajo zdravila oziroma cepiva za posamezne bolezni kategorije A. To je to, kot sem že rekla, spada na seznam teh posebno nevarnih bolezni, ki pri nas še nikoli niso bile ugotovljene. Pa da začnemo s kugo drobnice. Je zelo nalezljiva akutna viskofebrilna virusna okužba drobnice. Po vnosu virusa se lahko okuži tudi do 90% črede, smrtno
smrtnost pa znaša nekje od 30 do 70%. Virus ni nevaren za ljudi. Kuga je bila prvič opisana leta 1942 v Slonokoščeni obali, nato pa se je razširila po Afriki, Bližnjem vzhodu in Aziji, kjer je danes endemična. Kuga drobnice je potrjena danes v več kot 70 državah po svetu. Ogrožena so območja, ki v bistvu predstavljajo približno 80% svetovne populacije ovc in koz. Se pravi, igra kuga drobnice izredno veliko vlogo, kar se tiče gospodarskih škod in omejitev v prometu. Zaradi tega je 2015 bila sprejeta globalna strategija za nadzor in izkoreninjenje kuge drobnice v okviru Organizacije za hrano in kmetijstvo Združenih narodov in pa Svetovne organizacije za zdravje živali, katere cilj je popolno izkoreninjenje bolezni do leta 2030. Do zdaj je bila edina bolezen, ki je bila globalno izkoreninjena pri živalih kuga, goveja kuga, pri ljudeh so to recimo črne koze. Za kugo drobnice, predvsem zaradi njenega pomena in vpliva, Svetovna organizacija za zdravje živali podeljuje tudi uradne statuse brez bolezni. Tukaj vidimo celoten del, kjer je bilo prej na sliki pokazano, kjer je bolezen endemična, to so države, ki nimajo statusa. V zelenem so države, ki imajo status uradno prost kuge drobnice, in pa te rdeče, to so pa v zadnjem času države v naši bližini, katere imajo pa začasno razveljavljen status zaradi pojavov bolezni. Preventivno cepljenje proti kugi drobnice v EU ni dovoljeno, zdravljenja za bolezen ni. Kot sem že povedala, v Sloveniji bolezen ni bila nikoli potrjena. Na območju EU je bil prvi pojav zabeležen v Bolgariji junija 2018 ob meji s Turčijo. Julija 2024 je bila bolezen prvič potrjena v začetku 2025 na Madžarskem, v bližini meje s Slovenijo, in pa decembra lani je bila bolezen potrjena tudi na Hrvaškem. Če pogledamo situacijo, večina primerov v letih 2024 je bila v Grčiji, Romuniji. Seveda velik pritisk kot tudi polosepnic, kot boste videli, je iz Turčije, kjer so bolezni endemične in vsake toliko pride pač do preskoka. Bolezen je bila potrjena tudi na Kosovu in tukaj pa vidimo v lanskem in letošnjem letu pa izbruhe tudi na Hrvaškem. Če malo več podrobnosti o samih pojavih na območju EU. V Grčiji je bila potrjena 1. julija 2024, določena so bila območja z omejitvami, 3 pa 10-kilometrska območja in dodatna območja z omejitvami, pri tem, da se je vrla, to če vidimo tule, koliko je bilo v bistvu nadaljnjih sprememb po območji, razširila se je po celotni državi, kakor vidimo, vendar so kljub temu uspeli bolezen zamejiti. In so bili ukrepi v Grčiji glede kuge drobnice sproščeni februarja lani. Potem 24. novembra je bolezen potrjena v Bolgariji. V bistvu šlo za en izbruh, kjer je bilo par obratov istega lastnika, vendar zaradi neizvedbe obveznih ukrepov za nadzor bolezni, predvsem zaradi tega, ker ni bilo izvedeno pokončanje bolezni v okuženi reji in je od potrditve tega primera že več kot 12 mesecev, več kot 1 leto, so vsi ukrepi v Bolgariji glede kuge drobnice podaljšani do 30. junija 2026. In zato tudi velja popolna prepoved premikov vse drobnice iz območja Bolgarije v druge države članice.
To je eden strožjih ukrepov, ampak dejansko v zadnjem času je vse več teh primerov, ko rejci ne pustijo izvesti ukrepov, kar pa vpliva na celotno nacionalno tako proizvodno kot industrijo. Prav tako leta 2024 je bila bolezen prvič potrjena v Romuniji in to v obratu z več kot 50 tisoč ovcami. V tem obratu so v bistvu imeli rejo ovc samo za trgovanje, za prodajo v druge države članice. Vzpostavljena so bila območja z omejitvami, zaščitno 20-kilometrsko in ogroženo 80-kilometrsko, zaradi potem še novih nadaljnih izbruhov v tem območju. In zadnji potrjeni izbruh je bil začetek septembra 2024. Nato so v lanskem letu potrdili en izbruh na zahodu države v regiji Bihor. To je tule. In glede na stalno negotovost, pomanjkanje informacij o trenutnih epidemioloških razmerah v tej regiji, je tudi za Romunijo podaljšanje prepovedi premikov ovc in koz celotnega ozemlja Romunije v druge države članice do konca junija letošnjega leta. V bistvu to so Romunija je sploh naravnana na trgovanje, na izvoz drobnice, tako da to so res drastični ukrepi, ampak nekako zaupanja v ukrepe, ki jih izvajajo te države, da imajo situacijo res pod nadzorom, tega ni, zato so tudi ukrepi podaljšanje veljavnosti vseh ukrepov. V lanskem letu je bila začetek leta v januarju bolezen prvič potrjena na Madžarskem. Potrdili so en primarni in dva sekundarna izbruha, se pravi dva v povezavi s prvim. Skupno so pokončali več kot 3000 živali. Bolezen so dobili najverjetneje vzrok s pošiljko živali iz Romunije. 15. januarja sta prišli dve pošiljki, skupno malo več kot 500 ovc, nekaj za nadaljnjo rejo, nekaj za zakol. V skladu s protokolom predpisanim so 16. januarja te živali vzorčili in so 23. v bistvu potrdili bolezen z laboratorijskimi preiskavami. Če pogledamo nazaj, živali so prišle iz zbirnega centra iz Romunije, kjer so zadnji izbruh potrdili 2. septembra. Tako da tukaj, to je tudi ena od unih reči, zaradi katere ni zaupanja v to, kar se dejansko dogaja. Če od septembra do januarja niso imeli primerov bolezni, potem bi težko dejansko prišlo, bile te živali okužene, torej tukaj je še zmeraj malo negotovosti. Skratka, na podlagi teh izbruhov in informacij, ki smo jih prejeli od madžarskih oblasti konec januarja, se pravi v nedeljo 26. januarja, se je 27. januarja pri nas sestalo Državno središče za nadzor bolezni. Smo zaradi tega, ker je ogroženo območje segalo na območje Slovenije, določili območje pri nas in pa tudi uvedli določene ukrepe, se pravi klinični nadzor, vzorčenje živali. Ukrepi so bili v veljavi do 2. marca. Skupno smo v okviru teh ukrepov izvedli popis obratov na območju. Šlo je za 71 obratov z drobnico, 11 obor z divjadjo in en zaprt obrat. V vseh obratih je bil opravljen klinični pregled živali, v 16 obratih so bili odvzeti vzorci za nadaljne preiskave. Postavljen je bil en sum na prisotnost kuge drobnice, na srečo pa je bilo vse negativno. Tako da se je ta zgodba končala konec lanskega leta, pa je bila
bolezen prvič potrjena na Hrvaškem. V obratu 26 ovcam v Splitsko-dalmatinski županiji. Do danes so potrdili skupno 6 izbruhov, 2 primarna in 4 sekundarni, se pravi, v tej sekundarni se pač vežejo glede na kontakte, premike živali z enega v drugega na prva 2. Na podlagi suma na bolezen modrikastega jezika je bila potrjena bolezen, to zato, ker imajo pač vzpostavljen protokol, da kadar gre za sum na bolezen modrikastega jezika, je treba dati diferencialno diagnostično opraviti preiskave tudi na prisotnost kuge drobnice, osepnice, ovac in kos in pa slinavko in parklevko. Takoj po potrditvi so uvedli pač predpisane ukrepe, po končanju vseh dovzetnih živali, preliminarno čiščenje in dezinfekcija. Vzpostavili so območje z omejitvami, najprej 3-kilometrsko zaščitno in 10-kilometrsko ogroženo, na kar so območja spremenili oziroma povečali na 5-kilometrsko zaščitno in 20-kilometrsko ogroženo območje. V letošnjem letu sta bila potrjena še 2 izbruha. Prav tako je bila na Hrvaškem EU VET misija, to je veterinarska skupina Evropske unije za izredne dogodke, kjer je bilo ugotovljeno, da v bistvu kronologija potrjenih izbruhov ne ustreza dejanskemu vrstnemu redu, koliko se je potrjevala bolezen. Se pravi, da 3. potrjeni izbruh je bil dejansko oziroma najverjetneje prvi, in je šlo za širjenje iz v bistvu severa dol proti jugu. Večina živali je serološko bila pozitivna, kar na podlagi česa je bilo ugotovljeno, da je bolezen že kar nekaj časa prisotna, več tednov. Vir okužbe najverjetnejše nelegalni premiki živali. Okužena območja v drugih državah niso blizu, prav tako je prišlo do informacij, da naj bi šlo za nakupe, za premike živali iz sosednje Bosne, kjer pa situacija ni znana. Vsi potrjeni izbruhi so bili na podlagi sledenja premikov. Ni bilo podanega suma na samo bolezen na podlagi kliničnih znakov, ki so blagi in netipični, kar omogoča nadaljnje širjenje kuge drobnice. To je ena ključnih zadev, kar morajo biti rejci, veterinarji pozorni, res na vsako prisotnost kliničnih znakov, ki bi lahko kazali na kugo. Posebno pozornost pa namenjajo oziroma pri nadzoru rejam s pomanjkljivostmi pri registraciji, premikih, označevanju živali, to je en skupni imenovalec vsem rejam, kjer je bolezen potrjena. To so območja z omejitvami na Hrvaškem, bolj za orientacijo. Ključno pri vseh, kjer so potrdili kugo drobnice za širjenje, je pomanjkanje biovarnosti oziroma nelegalni premiki. To je ena taka skupna točka, isto naprej pri osepnicah ovac in kos. Prav tako bolezen kategorije A. V Sloveniji ni bila nikoli potrjena, endemična je nekje na istem območju kot kuga drobnice. V EU se je že v preteklosti so bili zabeleženi posamezni izbruhi, ki so bili obvladljivi, se je bolezen izkoreninila. Tukaj gre predvsem zaradi stalnega pritiska bolezni iz Turčije. Tole je situacija v letu 2022, število prijavljenih primerov v Turčiji. Naj povem, da vsi ti podatki so iz sistema za prijavo in obveščanje o boleznih živali na nivoju Evropske unije, to je ADIS, v katerega pa poročajo tudi nekatere tretje države. Se pravi, države Zahodnega Balkana, Turčija, večinoma poročajo vse v ta sistem, tako da imamo vsaj nekak pregled, kaj se dogaja v naši bližini. Prav tako je v letu 2022 bolezen bila, osepnica ovac in kos so bile prijavljene v Španiji. Najverjetnejši vzrok je bil z delavci iz Severne Afrike. Tudi Severna Afrika je eden takih območij, ki stalni vir ali tveganja oziroma vir okužb za te posebno nevarne bolezni za vnos v EU.
To je situacija v nadaljnih letih. Vidimo, da je iz Turčije prišla na Grčijo, v letošnjem letu tudi številni izbruhi v Grčiji. Na zasedanju stalnega odbora v januarju so Grki poročali o več kot, mislim, da 260 novih primerih od 15. decembra do 15. januarja, tako da bolezen se zelo širi tudi v letošnjem letu. Prijavljena je bila tudi v Srbiji, tako da tudi ta bolezen se počasi širi. Bolezen je stalna v Bolgariji in tudi zdaj smo šli pa malo preveč naprej. Tako kot pri kugi drobnici, v bistvu situacija zaradi vedno novih izbruhov in velikega tveganja za nadaljnje širjenje bolezni na nova območja velja popolna prepoved premikov drobnice izven Bolgarije, izven Grčije, se pravi iz teh Romunija, Bolgarija, Grčija. Ne sme biti ni premikov drobnice. Podaljšana je veljavnost vseh ukrepov za vse 3 države, za Romunijo do 31. januarja, za Grčijo do 30. junija. Vidimo, da je tudi situacija v Grčiji, v bistvu celotna država je pod omejitvami, in pa za Bolgarijo do 30. marca. Toliko imam jaz o situaciji, zdaj bi pa prosila profesor Stariča za nadaljevanje, za predstavitev kliničnih znakov obeh bolezni. Hvala lepa. Da štimam. A se slišimo? Slišimo. Ok, super. Samo še tole. Dobro je. Ja, hvala lepa za uvod. Jaz vam bom predstavil nekaj o klinični sliki, seveda pa še malo o patogenezi, pa potem, kako se vzame vzorce za diagnostiko. Za obe bolezni, kot ste videli, glede na to, da sta podobni in Blutangu in številnim drugim, o katerim bomo tudi spregovorili, je obvezna laboratorijska potrditev. No, in zato je pomembno, da se vzame vzorce. Kot je že kolegica povedala, se je bolezen razširila od leta 1942 po celi Severni Afriki, na Bližnji vzhod in potem po celotni Aziji. Pojavlja se tudi že v Rusiji, ampak seveda stanje se spreminja iz leta v leto, ker se države borijo proti temu povzročitelju. Tako da je skupaj ogroženega 1,7 milijona glav drobnice. Je izpostavljeno stalno temu virusu, kar je povedala kolegica, je pa kar 80% vse drobnice. Zato je tudi prišlo do te iniciative, da se bolezen izkorenini, tako kot se je govoril kugo, ki je povzročala enormne izgube po Evropi in po celotnem svetu. Zato so kar velike sredstva vložili v sistem eradikacije, več kot 1,9 milijarde dolarjev mislijo vložiti do leta 2030. No, ampak glede na to, da kuga malih prežvekovalcev, ki je bolezen, ki ima edina mednarodno francosko ime pri prežvekovalcih, je pa zadeva malo drugačna kot pri kugi goveda, ker imamo tukaj še dosti drugih gostiteljev, se pravi divjih prežvekovalcev, ki močno zakomplicirajo sistem eradikacije. Sinonimi, zato ker se je bolezen razširila na te kontinente in v različna okolja, vidite, da obstaja cela vrsta imen za to bolezen. Recimo v Afriki rečejo kata, potem pa kuga, predvsem koze so najbolj občutljive, tudi ovce, ampak koze najbolj, tako da recimo kuga koz in podobno. Tukaj imate cel seznam teh imen. Povzročitelj je zelo podoben, zelo soroden povzročitelju kuge goveda, ki je edina eradicirana bolezen, svetovno eradicirana bolezen živali na Zemlji. Zelo soroden je tudi pasji kugi, tukaj od spodaj imate fotografije, in tudi klinični potek pri drobnici je podoben. Potem pa tudi ošpica, ošpice ljudi. Vidite, so tudi zelo blizu. Najbližje so bile soroden virus po sorodnosti virusu kuge goveda, no, ampak tudi virus
pri drobnici, kuge drobnice je zelo blizu. Tukaj imate en schematični prikaz tega virusa, morbillivirus caprin se imenuje, in ima na svoji površini razne receptorje, s katerimi se potem prime, recimo ta hemoglutinin, se prime na celico in potem svoj dedni material preda v celico. To je RNA virus in ima ovojnico, tako da je pa relativno neobstojen izven gostitelja, tako da recimo, če je izpostavljen različnim dejavnikom okolja, recimo sončni svetlobi, ponavadi v nekaj dneh propade. Če se pa virus zamrzne, potem je pa lahko dolgo časa obstojen, tako da recimo v zamrznenem tkivu lahko preživi zelo dolgo časa. Občutljiv je tudi na vse klasične dezinficience, kar je tudi ugodno za ta virus. Drugače pa je še ena prednost pri tem virusu, da če žival preboli en sev tega virusa, potem je odporna proti vsem ostalim sevom. Tako da je razlika glede na recimo bolezen modrikastega jezika, kjer imamo 24 serotipov, med katerimi ni navzkrižne odpornosti, če živali prebolijo ali jih cepimo. Pri kugi malih prašekovalcev velja, da pokrije vse, se pravi, vse variante virusa, imamo 4 genetske linije, tako da vse to pokrije. Kako se virus izloča iz okužene živali? Izloča se že v času inkubacijske dobe, to je še preden se pojavijo klinični znaki bolezni. Že lahko nekje 2 dni pred pojavom kliničnih znakov. Potem se pa izloča s slino, z nosnimi izcedki, solzami, z urinom, z iztrebki, pa tudi z drugimi sekreti, tudi mleko je kužno. Najbolj, glede na to, da je virus dokaj občutljiv na vplive okolja, se najbolje širi z direktnim kontaktom. To je lahko aerosol v izdihanem zraku ali pa v teh kužnih kapljicah, recimo, ki pridejo iz nosnega izcedka, pa tudi iz slino, recimo. Tako da je to tudi pomembno. Zdaj, indirekten prenos je težji v tem primeru, ker virus ni dosti obstojen v okolju, se pravi izven živali. Je pa vseeno, če je recimo neka oprema zaščitena pred sončno svetlobo, lahko nekaj dni preživi tudi recimo na krmi ali pa na razni opremi, na prevoznih sredstvih, kar spet omogoči prenos bolezni na druge živali. Bistveno pa je z kontaktom med okuženo in dovzetno živaljo. Tako da to je glavna zadeva. Se opravičujem. Klinična slika. Rezervoar je drobnica za kugo malih prežvekovalcev, ampak kaj pa pomembno, da tudi pri divjih kozah in ovcah, recimo, pa tudi pri gazelah, lahko povzroča izrazito bolezen z visoko obolevnostjo in visokimi pogini, o čemer bomo tudi govorili. Zelo redko se pojavlja tudi pri kamelah ali pri govedu, ampak pri teh je bolezen blažji obliki, tako da ne ogroža teh živali. Pri prašičih so izvali bolezen predvsem laboratorijsko in le tisti, ki so bili simptomatski, so bili sposobni prenesti bolezen tudi na druge živali. Kot je že kolegica povedala, je morbiditeta, se pravi obolevnost med okuženimi živalmi v neki čredi, kamor je virus vstopil, lahko od 0, se pravi, da imamo same asimptomatske okužbe, pa do visoke, tudi 80–90%. Smrtnost pri okuženih živalih je lahko tudi do 80%, ampak največkrat na endemičnih področjih, recimo do 20% koz, pri kozah do 10% pri ovcah. In to je tudi ta prednost ali pa ta karakteristika, ki smo jo videli recimo pri izbruhih v Romuniji in pa na Madžarskem, kjer je bolezen prišla v trope ovac. Ovce so pa malo bolj odporne recimo od koz. Tako da je to tudi ena pomembna zadeva, v kateri je treba razmišljati. Tole so sajge. Sajga je v bistvu živi relikt iz ledene dobe, ki se je prvič srečala z tem virusom v letu 2017 in je povzročil pri njih masovne pogine. 70% sajg v Mongoliji je poginilo
zaradi okužbe z tem virusom. Potem pa tudi druge antilope oziroma gazele in pa divje ovce in koze so tudi imele velike, recimo sibirski, se pravi, to je sibirski kozorog, ne, recimo, je bil zelo prizadet, pa tudi kozorog na Bližnjem vzhodu, kjer so tudi poročali o velikih poginih živalih. In potem recimo problem nastane v Aziji, predvsem ker je gosta naselitev, da so te populacije majhne, fragmentirane in lahko hitro pride do ogroženosti. Recimo, ko je prišlo v Tibet ali pa v Himalajo, so postali ogroženi snežni leopardi, ker enostavno niso imeli dovolj hrane na razpolago. No, zdaj pa, če si pogledamo malo klinično sliko bolezni, pa gremo najprej na akutni potek, ki se najpogosteje pri kozah pojavlja, ne. Zanje je karakteristična visoka vročina, do 42 stopinj, je lahko 40 do 42 stopinj. Potem živali postanejo potrte, anoreksične, onda recimo tukaj imate en tak tipični videz koze, ki je prizadeta, sklonjeno glavo, vročina in apetentna. No, potem imamo kongestijo veznic, lakrimacija je tudi, se pravi solzenje, ne, vidite, zelo utečene veznice in tule se vidi izcedek iz oči. To so bolj začetne faze. No, potem pa že, ko bolezen napreduje, pride do gnojenja, ne, pride do sekundarnih tudi bakterijskih okužb, zato ker nastanejo spremembe v ustni, v nosni sluznici, na katere se potem lahko, pa na veznicah, na katere se pogosto naselijo bakterije in potem dobijo tak značilen gnojni izcedek, kot ga vidite tukaj. Močno so prizadete, ker imajo tudi visoko vročino. Tukaj še en tak primer, ne, se že vidi gnoj, tudi izcedek, vse je pordelo, utečeno. Pa vidimo nekroze ustne sluznice, ne, nekroze ustne sluznice, ki so tudi povzročile to slinjenje, te izcedke. Tudi v nosni sluznici so take erozije oziroma nekroze in zaradi tega je to slinjenje. Tudi draži ustno sluznico, bolečine čutijo živali, slabo se počutijo in slinjenje je izrazito. Tak nekrotizirajoči stomatitis rečemo. No, potem je pa tukaj še en primer, imate in po jeziku in po sluznici, ustni sluznici nekroze, naslage so odmrlega tkiva in gnoja na teh sluznicah. In tudi vidite po ustnicah, ne, to je vse nekrotično. Tukajle po smrčku, tudi vse nekrotično, s takimi krastami, ker se to zasuši gor. No, potem pa pride do driske, nekje 3., 4. dan, ali pa še prej, mogoče 3., 4. dan, ko kažejo klinične znamenja, nekje od 2. do 4. dneva. Driska je najprej tekoča, potem pa lahko postane tudi krvava, ne. To je tudi značilno dizenterija. Pojavljajo pa se tudi respiratorni znaki, oteženo dihanje, kašelj in tudi v dihalih so podobne spremembe, ki predisponirajo živali za sekundarne bakterijske okužbe. Tako da za to bolezen veljajo DDBD, kar pomeni, ne, izraziti izcedki iz smrčka, iz oči, iz gobca, potem driska, bronhopnevmonija in na koncu sledi smrt, ponavadi že znotraj enega tedna. To je pri akutni obliki, lahko pa celo poteka perakutno, kjer živali samo dobijo visoko vročino in zaradi vseh teh poškodb v tkivih, še predno pride do značilnih kliničnih znakov, poginejo. No, tukaj imate tipično, ne, ta je imela razvito akutno obliko z izrazitimi izcedki, z vnetjem okoli ust, nekrozami v ustni sluznici in pa izcedek iz oči, utečene veke, nekrotično tkivo. No, tukaj je jezik, ne, da lahko vidite, kako izgleda to, ne. V glavnem epitelij propade, izpostavljeno je tkivo izpod epitelija, ki ni seveda narejeno zato, da bi bilo izpostavljeno okolju. No, ali pa akutni pogin, samo vidimo malo izcedka iz oči,
niti nima nekih sprememb po gobcu izrazitih in je že poginil. Kozorog, to je kozorog iz Bližnjega vzhoda. Tako da, bistveno je, da si zapomnite te DD, BD, to se pravi, da imamo izcedke, driska, pljučnica pa pogine. Seveda, problem pa je v tem, da lahko bolezen tudi poteka subakutno, kjer so blažja klinična znamenja, kjer niso tako izrazite erozije po ustni pa nosni sluznici, lahko je samo nekaj teh erozij, vročina ni nujno zelo visoka, ima lahko samo povišano vročino, respiratornih znakov lahko nimajo sploh, ali pa so blagi, ali pa blaga driska in traja nekaj 10 do 15 dni, potem pa žival preide v fazo rekonvalescence in okreva. Tle imate en primer tudi pri kamelah, tudi izrazit očesni izcedek, ampak to je subakutna oblika in žival je prebolela. Potem pa imamo še, vidite, pri ovcah recimo, da je vrsta asimptomatskih živali, kjer so ugotovili samo, da so seropozitivne, kar pomeni, da so bile sigurno okužene, da je njihov imunski sistem reagiral na ta virus in ga uspešno zatrl. Ostala so samo protitelesa. Zdaj pa, če si malo pogledamo diferencialne diagnoze, smo rekli, da značilno za to bolezen je izrazite erozije, nekroze po ustni sluznici, po smrčku, po očesnih veznicah, potem je driska, pljučnica izrazita. To je akutna oblika, seveda imamo pa lahko tudi blažje. No, zdaj, glede na to, da imamo lahko tudi blažje oblike, lahko samo nekaj sprememb po ustni sluznici, malo izcedka, kar pa je recimo podobno kužnemu ektimu. Ampak tukaj so bolj proliferativne spremembe, se pravi, da neke papule nastajajo, pa pustule, ki potem nekrotizirajo in nastanejo te ranice, ki dražijo in povzročajo izcedek iz gobca in moči. No, ni pa driske in pljučnice v tem primeru. No, potem imamo kužno plevropnevmonijo kost, te bolezni v Sloveniji nimamo, izrazita je predvsem pljučnica. Potem osepnice drobnice, se pravi, pox virusi, o katerih bomo potem govorili, tudi tam se lahko pojavljajo erozije, se pravi, so erozije po gobcu, tukaj je napaka, morajo biti erozije, so po gobcu tudi, potem lahko ima izcedek iz smrčka, driska, lahko, ampak ni toliko značilna kot pri kugi, potem pa tudi pljučnice lahko nastanejo. Pri bolezni modrikastega jezika ponavadi nimajo pljučnice, driska je tudi bolj blaga, imajo pa te izcedke, ker je tudi tam nekroza sluznic. Pastereloza ali se pravi pljučnice, bakterijske predvsem, se pravi težko dihanje, kašelj, imajo pa tudi visoko vročino in tudi nekaj izcedkov. Potem slinavka in parklavka, značilno je, da nastanejo drobni mehurčki, ki pokajo, tako da tudi te povzročajo lahko izcedek iz smrčka, iz oči, ampak driske, pljučnice pa pri tem ni. Potem pa treba omeniti tukaj mogoče še parazite, paraziti pa lahko povzročajo drisko, hujšanje in tudi pogine, tako da tudi na parazitarne invazije ne smemo pozabiti in imamo tudi pljučne gliste, ki pa povzročajo respiratorne znake in tudi izcedek iz smrčka, tako da tudi te so lahko diferencialno diagnostične, če je hujša oblika, ali pa recimo kokcidioza pri mladih živalih, ima tudi lahko in krvavo drisko in zelo hudo drisko in pogini so tudi pogosti. Ali pa recimo kožna miaza, ki jo estrusovis povzroča, tudi je pa samo izcedek iz smrčka. No, kar se tiče diagnostike, klinika je sigurno ena, ki nam da sumt, predvsem, da je večje število obolelih živali, da imajo te karakteristične znake, pljučnica, driska, izcedki, pa pogini, da se pojavljajo. Ampak vidimo, da to ni nujno, da se tako izrazito izraža. Imamo celo tudi hitri test, ki trenutno ni dostopen v Sloveniji, ki deluje kot COVID test. Se pač vzame nek bris, se zmeša z nekim pufrom in potem se da na tako ploščico. Če je virus prisoten, bo nastala črtica, to pa je kontrolna črtica, ki se mora pokazati in govori, da je test veljaven. Recimo tole je pozitiven test in vidite pri eni sajgi je bil narejen. No, potem je patoanatomska patohistološka slika, kjer se vidijo te nekrotične spremembe po recimo dihalih, prebavilih, ustna sluznica, moči, dehidracija živali je, tudi zaradi tega poginejo lahko, še predno pride do izrazite klinične slike.
Glede na to, da je virus dokaj občutljiv, je za potrditev potrebno laboratorijska potrditev je pomembna in je potrebno vzeti polno kri. Najbolj je zaželena, če je heparinizirana, ker je precej občutljiv virus, da ne bi recimo EDTA, ki je vplival nanj, to je idealno, lahko pa tudi za EDTA. Potem pa za polno kri za pridobivanje seruma, da vidimo, če je prišlo do odziva s protitelesi. Zakaj je ta polna kri pomembna? Zato, ker je ta virus, smo rekli, da gre noter v obrambne celice, se pravi v levkocite in seveda levkocite se da pridobiti samo iz polne krvi. Potem so tudi zelo ustrezni vzorci brisi, veznic, smrček, ustna sluznica, rektum, recimo tam je vse povsod zelo bogato z virusom. Še posebej, če so živali febrilne in pred recimo nastopom izrazite driske, ali pa tudi, če je začetek driske, v driski je ogromen virusa. Če temperatura začne že enkrat padati, takrat živali izgubljajo boj z boleznijo in ponavadi tam že ni več toliko noter. Zelo pomembno pa je, da se to transportira na ledu in se na ta način ohrani čim več vitalnega virusa, če se hoče nasaditi recimo na gojišče, da se izolira. Kar se tiče pa polimerazne verižne, se pravi molekularne diagnostike, tam pa ni potreben niti živ virus. Dobro. Za vsa vprašanja smo na voljo in jih dajte v chat. Drugače pa gremo na naslednjo bolezen, to so pa osepnice ovac in koz. Tudi bolezen, ki se je zelo razširila, pa bomo isto ponovili. Tudi tukaj je nekaj sinonimov, osepnice ovc, osepnice koz, capripox virus, infekcije. Capripox virus, vidite, to je pa zelo soroden virus osepnic ovac in koz, je zelo soroden virusu, ki povzroča bolezen, se pravi vozličasti dermatitis. Tam je tudi capripox virus. Tukaj imate en tak zelo izrazit primer, ki pa pogosto ni veliko takih živali, ki imajo tako izrazito sliko. Tukaj se pravi imamo rost je capripox virus, imamo pa dva virusa, capripox goatpox in pa capripox virus sheeppox virus. Oba imata samo en serotip, kar pomeni, da če preboli en virus, je odporna tudi na drugega, kar je pa ugodno. Imamo seve, ki napadajo ovce, seve, ki napadajo koze in pa tudi tiste, ki napadajo obe vrsti hkrati. Tukaj gre za DNA virus, ki ima ovojnico, to je največji virus, največje viruse sodi, ovojnico DNA, dvojno ovijačnico. In ta dva, se pravi kozi in ovčji virus, sta nekoliko različna genetsko. Ta virus pa je za razliko od prejšnjega, ki je povzročil kugo drobnice, zelo odporen v okolju in lahko več let perzistira. Drugače pa recimo v krastah nekaj mesecev do več let in tudi na ustajah ali pa več mesecev je lahko na dlaki prebolelih živali, to pa je pomembno. Virus je drugače občutljiv na številne dezinficiense in pa seveda na termično obdelavo. Kako se prenaša? Najpomembnejši način prenosa med epidemijami je z aerosolom, se pravi, da je v dihalih velika koncentracija in v tem izdihanem zraku. Tudi tukaj je pomemben stik med bolno in zdravo živaljo, lahko tudi s kapljicami, lahko z zaužitjem. Potem je kontaminirana oprema in okolje, se pravi prevozna sredstva in vsa oprema, ki se uporablja pri živalih, zaradi tega, ker je pa ta virus pa dokaj stabilen v okolju in lahko več mesecev preživi, za razliko od prejšnjega, ki v nekaj dneh propade izven gostitelja, razen če je zamrzne. Potem gre lahko skozi poškodovano kožo, drobne ranice, recimo, če pride iz okolja na ranico, se lahko živali okužijo. Tudi pik insektov, recimo, predvsem Stomopsis calcitrans, hlevska muha, ki pika, lahko ali pa mehanično prenaša potem virus z ene na drugo žival. Gre tudi lahko transplacentarno, tukaj bi omenil, da pri obeh boleznih tudi pri prejšnji, lahko pride do abortusov. Pri breji živali lahko tudi abortirajo, že zaradi te visoke vročine.
ne glede na to, gre ta virus skozi posteljico. Redko pa lahko se rodi tudi že mladič, ki ima spremembe značilne za pox po svoji koži, recimo. Vir virusa so vsi sekreti in ekskreti, podobno kot pri prejšnji bolezni, pa tudi te spremembe na koži so izredno kužne. To se pravi kraste, ki odpadajo iz kože. Tako da imamo tukaj, drugače pa vsi sekreti, vsi ekskreti, vse je kužno. Dobro. No, potem pa če malo o patogenezi, inkubacijska doba je nekje 4 do 12 dni, eni poročajo tudi do 21 dni in gre najprej za neko lokalno kužbo, lahko je najpogosteje, če je z vdihovanjem ali pa z zaužitjem, je v lokalnih obrambnih celicah, potem gre to tudi v lokalne limfne vozle, tam se virus namnoži in potem se razširi po celem telesu. Ima afiniteto do keratinocitov, to se pravi teh kožnih celic, pa tudi na bronhialni epitelij, pa tudi na pnevmocite, recimo v pljučih, pnevmociti 2 so ena taka tarčna celica, so tarčne celice in endoteli, se pravi, to je pa krvne žile, pa celice gastrointestinalnega trakta. In zdaj, ko mi tole vidimo, si lahko mislimo, da je tudi pri tej bolezni, da so spremembe generalizirane in da gre za neko hudo sistemsko bolezen, kljub temu, da mi vidimo samo recimo te kožne spremembe, se tudi v telesu dogajajo težke spremembe. Se pravi v pljučih, v gastrointestinalnem traktu, lahko tudi v jetrih, ledvicah, v maternici, povsod lahko najdemo te spremembe. Če živali prebolijo bolezen, niso inficirane več, niso klicenosci. Isto velja tudi za prejšnjo bolezen. Po prebolitvi bolezni so živali doživljenjsko imune na okužbo s tem virusom. In to je tudi eden od razlogov, da recimo tam v Romuniji neki rečejo, da bojo pustili, pa bojo videli, kako se bo razvil, ker ko preboli, je odporna. Razen pri tem virusu je problem, da dolgo ostane v okolju. Ker je dolgo v okolju, je stalno potem nevarnost, da se razširi in spet pridemo v nov ciklus bolezni. Klinična slika, tudi tukaj je obolevnost lahko visoka v čredah, lahko je od 1 do 90%, v Grčiji je zbolevalo okoli 16% živali po čredah, smrtnost je pa manj kot 10%, lahko pa tudi zelo visoka, do 85%. Zelo virulentni sevi, predvsem pri mladičih, lahko tudi do 100% vse pogine. V Grčiji so nekje manj kot 0,5% živali je poginilo v okuženih tropih, to je bilo leta, ko so imeli prvi izbruh, leta 13, mislim, da je bilo 12-13. Se pravi, v okuženih tropih je bilo tak pogin živali. Bolj so izpostavljene starejše živali, bolne živali ali pa zelo mlade živali. Je pa tudi kolostralna zaščita, recimo, če so mame prebolele ali bile cepljene, potem so mladiči prve mesece zaščiteni. Zelo pomembno pri tej bolezni, tako kot pri prvi, so tudi sekundarne bakterijske okužbe, ker gre tudi tukaj za poškodbo epitelija in potem sekundarno naselitev bakterij, ki še dodatno poslabšajo stanje. Divji parkljerji pa pri tej bolezni ne zbolevajo, tako da tukaj imamo pa eno prednost, da nimamo v divji populaciji možnega rezervoarja, za kar pa nismo sigurni pri kugi malih prežvekovalcev. Ker če je tam tudi rezervoar med divjadjo, potem imamo velik problem pri zatiranju. Kaj je zdaj značilno za to bolezen? Visoka vročina, potrtost, vidite, se zelo ujema tudi s prejšnjo boleznijo, potem pa se pojavijo tahipnoa, s vročino je tudi pospešeno dihanje, edem vek, lakrimacija, in tukaj vidite že potem nastanek takih prvih sprememb, ki so lahko kot neke makule, se pravi samo sprememba barve kože, te spremembe se pravi niso še nič privzdignjene nad nivo kože. In vidijo se že tudi majhne krvavitve, zato ker smo rekli, da tudi gre na endotelne celice, to so pa celice v intimi žil.
Potem pa se iz teh makul začnejo razvijati že papule, ne, in vidite, tukaj so, da gre pa že nad nivo kože. No, tukaj so pa že noduli ali pa papule, papule so nekje do 1 centimetra, če več kot 1 centimeter, pa rečemo, da so noduli. In tukaj vidimo zelo izrazite te nodule, se pravi, koža, ki je slabo odlakana, je bolj predisponirana, ne. Tudi tukajle okoli oči ali pa v dimljah, ne, tukaj vidite, je naravno neodlakana koža. In ta koža je bolj nagnjena k spremembam, kot pa recimo koža, ki je močno odlakana. No, ampak seveda tudi tukajle v glavi krajša koža, krajša dlaka in so spremembe vse povsod lahko, ne. To so zgodnje spremembe. No, tukaj vidimo zelo drobne spremembe in že tudi noter so krvavitve, lahko tudi nekrotizirajo. En primer pa po smrčku, ne, že nekrotizirajo nekoliko, ne. To se pravi, da so te spremembe že nekoliko starejše, nekje 2 dni, najprej se pravi so samo spremembe barve, potem se pojavijo te nekje v 2 dneh ali kasneje. No, pa tudi smo rekli, da napadajo celice sluznice, prebavnega trakta, lahko jih imamo tudi na ustni sluznici, zelo hitro nekrotizirajo te spremembe in potem se pogosto tudi sekundarno inficirajo, živali se slinijo zaradi tega, boli jih, jasno, če so take izrazite spremembe. No, že nekje v 4-5 dneh se lahko začnejo te spremembe luščiti, sploh tiste, ki so bolj površinske, lahko so pa zelo globoke, da grejo čez vse plasti kože in celo lahko pridejo do veziva ali pa do mišice. No, in take spremembe, ko nekrotizirajo, pa spuščajo za sabo ulceracije in ulceracije se potem lahko dolgo časa celijo. In zdaj mi vidimo to po koži, ampak to se dogaja lahko tudi po notranjih organih, zato je slika tako težka. Lahko pa poteka v blagi obliki in imamo samo nekaj takih površinskih sprememb, drugega pa ni. Drugače pa lahko je tudi požiralnik v pljučih noter in to je pa zelo težko stanje. No, tukaj vidite tudi po smrčku, ne, po smrčku se vidijo, da so vzbrsti in nekrotizirajo. No, še nekaj slik, to so pa slike iz Grčije, da vidimo, kako lahko bolezen na terenu srečamo. Zdaj smo videli bolj izrazite slike, no, ampak tukaj, vidite, to so zelo drobne spremembe. To so bile dokazano okužene živali in vidimo samo neke makule majhne, tukajle malo krvavitev, makule, mogoče kakšna papula, potem okoli oči vidimo noter recimo spremembo, pa na vekah kar dosti sprememb in izcedek iz oči. Ampak seveda to je dosti netipično. Tukaj vidimo po gobčku tudi neke makule, ki so že nekrotizirale, izraziti izcedek iz oči, tukaj tudi vidimo izcedek. Če so ovce obarvane, je še toliko težje ugotoviti. Ali pa tukaj so pa že papule, pa tudi noduli, ne. Ampak še niso nekrotizirane. Ker smo rekli, da nekje po 4-5 dneh po nastanku teh sprememb se začnejo sušiti, nekrotizirati, ker nimajo oskrbe s krvjo. Ali pa tukaj, ne, pri tej živali so najdeli samo spremembe pod repom, ne. Vidimo tukaj neke makule in papule, so neki papul prisotni. Nič kaj izrazitega, seveda, žival je imela pa tudi vročino. Pa na seskih, lahko so na vimenu, lahko so na seskih spremembe tudi, tako da imamo več različnih, ne, tukaj po stegnu, ampak povsod vidimo, da je ta neodlakana koža ali pa slabše odlakana koža bolj dovzetna za te spremembe. Pa še ena taka generalizirana, vidimo spremembe po ušesih, po glavi celotni, ampak tudi ušesa imajo krajšo ali pa po trebuhu, ne. Vse polno izrazitih nodulov. In to bo potem lahko vse nekrotiziralo, si lahko mislili. Ali pa dobimo pri zelo akutno okuženih tudi že poginjene živali, pa tudi ni prav izrazito, vidite, sploh ni videti veliko kakšnih sprememb, saj če odprete tukajle pa po smrčku je, pa vidite gnojne oči, pa je nekaj po očeh, ampak takole, če bi pogledali, pa niti ni nobenih sprememb po glavi. Mogoče tukajle je ena nekrotizirana. Diferencialne diagnoze, tudi tukaj, glede na to, da je lahko v gobcu, pa okoli recimo genitali, pa po seskih, ne, to vse pri kužnem ektimu,
Potem bolezen modrikastega jezika, ima tudi te izcedke pa spremembe, lahko kazeozni limfadenitis. Ta bolezen lahko povzroča tudi povečane bezgavke, ne, je zelo tudi na imunski sistem in pa so lahko povečane bezgavke. Potem je to slično na okužbo, ki jo povzroča kazeozni limfadenitis. Dermatofiti, ker vidimo tista razbarvanja, se pravi makule različnih in potem tudi lahko pride do propadanja. Zelo podobno, ne. Garjavost, piki žuželk, seveda tukaj bo izrazito praskanje, pa sistemsko živali niso prizadete, pljučnice drugih etiologij. Spet, tam je samo na dihalih, ne, tukaj vidimo pa je še lahko drugje. Pri pljučnicah nimamo sprememb po koži, tule pa skoraj vedno najdemo vsaj nekaj pri repu ali pa tam na dimljah ali pa okoli ust ali pa na glavi. Fotosenzibilizacija je koža, predvsem slabo odlakana, pa pride bolj do nekrotiziranja, pa na večjih površinah, ni tako, da so noduli pa papule. Kuga malih prežvekovalcev smo že povedali in tudi slinavka in parklovka, kjer so pa seveda mehurčki, ki popokajo in potem erozije od spodaj. Tudi te so zelo drobčkani in tudi tukaj imamo vročino in sistemsko prizadeto žival. Tako da zato tudi naši laboratoriji delajo diagnostiko na vse te bolezni. Imamo pa tudi, smo rekli, neko perakutno obliko, predvsem pri jagenjčkih, kjer imajo samo visoko vročino in pa brez tipičnih kliničnih sprememb po koži ali pa po organih poginejo. Dobro. Kar se tiče vzorcev za diagnostiko, tudi tukaj je kri, z in brez antikoagulanta. Ta virus je bolj odporen, da se ga da kultivirati, dosti lažje, lahko se ga pogleda tudi pod elektronskim mikroskopom, ali pa tudi celo pod navadnim mikroskopom se ga da tudi videti. Kožne spremembe, kraste so in pa tudi brisi, recimo ustne sluznice, kjer se vidijo te spremembe, vsebuje ogromne količine tega virusa ali pa spremembe po koži, tudi te so polne virusa in so zelo dober diagnostični material. Kot za prejšnjo je tudi tukaj pomembno, da se dobro zapakira, neprodušno, da se ne bi slučajno virus širil v okolje, še posebej, ker je zelo odporen tudi v okolju. Tako da ampak ni pa občutljiv, ni ga treba na ledu transportirati, če se ga hoče nasaditi, recimo, če se ga hoče kultivirati. Dobro. Lahko zaključimo, da gre za zelo uničujoči bolezni za rejo drobnice. Patogeneza, klinična slika se obe delno prikrivata, obe dve povzročata znatno imunosupresijo, ker so tudi obrambne celice, makrofagi, limfociti, njihove tarčne celice. Zato je lahko dostikrat tudi sekundarna infekcija tista, ki privede do smrti. Klinična slika je lahko zelo dramatična, z velikimi pogini živali. Se pričakuje, da predvsem v tistih populacijah, ki se prvič srečajo s tem virusom, lahko pride do težjih kliničnih slik in pogosto tudi do smrti. Tako da je zelo pomembno, da se pri sumu reagira, da se vzame vzorce, da se ga prijavi in da se hitro izvede diagnostiko. In na ta način zaščiti tudi ostale rejce pred hudimi izgubami. Bistvena je biovarnost. Pri obeh virusih, predvsem premiki živali so najbolj kritični, pa tudi prevozna sredstva v končni fazi so lahko zelo nevarna. Če so prej vozili okužene živali, se lahko recimo na prevoznem sredstvu, ki povzroča že itak stres pri živalih, lažje okužijo, kot recimo, če so v dobri kondiciji. Ker tudi tukaj morate imeti stalno v glavi, da imamo dovzetnega gostitelja, ki je lahko naravno bolj ali manj odporen proti povzročitelju, ki je naslednji element, in okolje, ki omogoča, da te dva, povzročitelj in gostitelj, prideta skupaj in nastane bolezen. Tako da biovarnost je pomembna, da preprečujemo stik med povzročiteljem in gostiteljem bolezni. Dobro. Hvala lepa za vašo pozornost, za vprašanja pa sem seveda na voljo. Nasvidenje.
Zdaj vprašanj še nimamo v klepetu, nekaj posebnih na to temo, mogoče se potem do konca pojavijo. Bi pa kar Urška Kuhar iz Nacionalnega veterinarskega inštituta ti predala besedo. Izvoli. Hvala za besedo. Se slišimo? Se. Vsi lepo pozdravljeni. Jaz vam pa danes predstavila diagnostiko osepnice Ocinkoz in kuge drobnice. In sicer, kako poteka diagnostika, katere vzorce treba izbrati, katere laboratorijske metode se uporabljajo, in kako vzorce zapakirati za transport do laboratorija. Jaz bi pa začela z osepnicami. V bistvu za uspešno laboratorijsko potrditev bolezni je bistvenega pomena pravilna izbira in odvzem vzorcev. Pri osepnicah so najprimernejši vzorci za dokaz virusa ti kožni vozliči, kraste, kri, tudi slina, izcedki iz oči, nosu, medtem ko za dokaz protiteles pa seveda krvni serum. No, in če pogledamo tale graf in tabelo, vidimo, da je za pravilno izbiro vzorcev treba upoštevati predvsem čas od odvzema po okužbi. To pa zato, ker je virus v različnih vzorcih prisoten v različnih časovnih okvirih. Vidimo v bistvu, da virus najhitreje zaznamo v krvi, lahko že 4. dan po okužbi. Viremija pa traja tam nekje do 14 dni, lahko tudi do 28 dni. Vidimo tudi, da virus najdlje zaznamo v kožnih spremembah, tudi do več tednov. Zaznamo ga pa tudi v številnih izločkih, v slini, nosnih in očesnih izločkih, nekje od 6 do 64 dni. Virus je pa prisoten tudi v urinu in fecesu. Torej, kateri vzorci so najboljša izbira? V bistvu vzorci kožnih sprememb in kraste. Te vsebujejo visoke koncentracije virusa in virus lahko zaznamo dlje časa. Dober vzorec je tudi kri, ampak ker je viremija kratkotrajna, so vzorci krvi primerni le v krajšem časovnem obdobju po okužbi. In tudi koncentracija virusa v krvi je nižja kot v kožnih spremembah. Tudi brisi so zelo dobri vzorci za dokaz virusa, ampak tudi v teh vzorcih je koncentracija virusa nižja kot pri kožnih spremembah in virus je prisoten krajše časovno obdobje po okužbi. Potem imamo pa še dokaz protiteles v krvnem serumu. In če za dokaz protiteles uporabljamo metodo ELISA, lahko protiteleso dokažemo nekje od približno 10. dne naprej po okužbi in potem še več mesecev. In v bistvu zato dokaz protiteles v zgodnji fazi okužbe v bistvu ni primeren za diagnostiko. Torej, zdaj pa nekaj o sami laboratorijski diagnostiki. Za dokaz virusa se uporabljajo različne metode. Od izolacije virusa na celični kulturi, različnih metod PCR in pa do najsodobnejših metod sekvenciranja celotnih genomov. Ampak najpomembnejše metode za hitro diagnostiko so pa metode PCR, kjer dokazujemo virusno nukleinsko kislino. Ko imamo pa bolezen potrjeno, je pa v bistvu iz epidemiološkega vidika pomembno, da določimo, za katere virusne seve gre, in to potem ugotovimo s sekvenciranjem ali posameznih fragmentov genoma ali pa celotnih genomov.
No, kot sem že rekla, so najpomembnejše metode za hitro diagnostiko, so metode PCR, s katerimi dokazujemo prisotnost virusne nukleinske kisline. In kot prvi test se uporabi tako imenovani pan-Capripox PCR, ki v bistvu zazna vse 3 vrste virusov Capripox. To je že prej profesor Starič povedal, da spadajo ti 3 virusi v rod Capripox, in to so virusi vozličastega dermatitisa, virus ovčjih osepnic in virus kozjih osepnic. In ta PCR v bistvu med njimi ne ločuje. Zato je naslednji korak, so vrstno-specifični PCR-ji, ki pa omogočajo razločevanje med temi 3 vrstami virusov. In ko smo določili, za katero vrsto virusa gre, potem sledi pa še tako imenovani DIVA test. DIVA pomeni Differentiating Infected from Vaccinated Animals, torej ločevanje med cepljenimi in okuženimi živalmi. Torej z DIVA PCR določimo, ali gre za naravno okužbo ali pa gre za cepljeno žival, ker tudi po cepljenju lahko nastanejo neki blagi klinični znaki. Potem imamo pa še serološko diagnostiko za dokaze protiteles. Obstaja več seroloških metod in vsaka ima neke prednosti ali slabosti. Tu na tem grafu vidimo, da v bistvu z metodo ELISA protitelesa ugotovimo kasneje kot z nekaterimi drugimi serološkimi metodami, ampak je pa metoda ELISA v bistvu edina komercialno dostopna in to tudi uporabljamo v našem laboratoriju. In kot sem že prej povedala, v bistvu serološki testi niso toliko uporabni za zgodnje odkrivanje okužb, ampak potem v kasnejših fazah po okužbi ali pa po cepljenju v okviru nekih monitoringov ali pa za oceno prekuženosti populacije. Zdaj pa kuga drobnice. Tudi pri kugi drobnice je seveda pomembna pravilna izbira vzorcev, in sicer pri živalih, ki kažejo klinične znake bolezni, so dobri vzorci brisi izcedka iz oči, nosu, ustne votline, torej v primeru driske tudi bris rektuma in pa seveda tudi polna kri z antikoagulantom. Potem pri poginjenih živalih so tudi dobri vzorci brisi, pa tudi potem limfni vozliči, pljuča, vranica. Medtem ko recimo pri živalih, ki pa ne kažejo kliničnih znakov, je pa dober vzorec krvni serum za dokaz protiteles. No, tu so neki podatki ene študije, kjer so ugotavljali, koliko časa detektirajo virus v različnih vzorcih. In v bistvu tukaj vidimo, da v očesnem brisu in brisu fecesa v bistvu virus najprej zaznamo in ga tudi najdlje lahko dokažemo, tudi več kot 20 dni po okužbi. Medtem ko v krvi je pa lahko virus zaznamo tam nekje od 6 do 12 dni po okužbi. Protitelesa pa tudi malo kasneje, v bistvu od 8. dne po okužbi naprej. Katere metode se uporabljajo pri diagnostiki kuge drobnice? Za dokaz virusa ponovno izolacijo virusa na celični kulturi, potem določamo virusno nukleinsko kislino z različnimi metodami RT-PCR in RT-PCR v realnem času. In potem, ko imamo v bistvu virus dokazan, da določimo, za katere seve gre, potem sekvenciramo ali posamezne fragmente genoma ali pa sekvenciramo celotne genome. In potem za dokaz protiteles se pa uporablja ponovno test ELISA ali pa test VNT. Zelo pomembno, ne vzeti vzorcev samo pri eni živali.
najmanj pri 2 živali s klinični sliko, naj se vzame vzorce, boljše pri večjih živalih in pa tudi nujno vzeti kombinacijo več vrst vzorcev. Torej in polno kri, in kožne spremembe, brise, ker s tem v bistvu se poveča verjetnost zaznave bolezni oziroma se poveča možnost izključitve bolezni in pa zato, ker recimo lahko kak posamezen vzorec slabše kvalitete in zato boljše, da imamo nabor večjih vzorcev. Mogoče bi tukaj še prosila, da se brisi jemljejo kot suhi brisi in ne brisi v teh, ki imajo v epruveti to gojišče oziroma ki se jemljejo za bakterijske preiskave. Naj bojo ti suhi brisi brez nekih dodatkov. In na koncu še tudi zelo pomembno pošiljanje vzorcev v laboratorij. Vzorce praviloma zapakiramo v 3 sloje embalaže, torej ta prvi sloj je v bistvu ali to sama epruveta za kri oziroma za bris ali pa ti lončki, v katere se dajo sprememba ali pa v primeru poginov organi. Torej vsak vzorec mora biti v tej vodoodporni neprodušno zaprti embalaži, mora biti jasno označen z vodoodporno nalepko ali pa vodoodpornim pisalom in posode oziroma epruvetke, vsaka posamezna je dobro, da so tudi dodatno zalepljena z nekim lepilnim trakom, zato da se prepreči medsebojni stik med posameznimi vzorci in da se slučajno vzorci med sabo ne kontaminirajo. Potem drugi sloj embalaže je v bistvu neka večja posoda ali pa vrečka, ki je odporna na poškodbe. Notranjost pa mora biti obložena z nekim vpojnim materialom in pa pomembno, zunanjost je treba pa razkužiti. In potem ta drugi sloj embalaže damo v to transportno embalažo, ki je v bistvu ta zadnji, tretji sloj. In to je ponavadi neka hladilna torba. Noter so hladilna telesa in po pakiranju naj se tudi ta hladilna torba po zunanjosti razkuži. No, in vzorce potem najboljše dostaviti najkasneje v 24 urah po odvzemu na hladnem. To bi bilo v bistvu z moje strani vse. Vprašanja v chat in predajam besedo nazaj kolegici Jedrt Maurer-Vernik. Hvala. Marsikaj ali pa vse, ki je bilo povedanega, je pa par besed še o ukrepih v zvezi s tema 2 boleznima in pa biovarnosti. Kljub temu, da te bolezni pri nas niso bile nikoli ugotovljene, redko so bile ugotovljene tudi na območju Evropske unije, so pa v zadnjem času postale stalnica na našem območju. Mogoče glih kar zdaj med temi predavanji je prišla prijava o prvem pojavu osepnic ovc in koz v Makedoniji, na severu države, na meji s Srbijo oziroma Kosovim. Tako da tega se bomo morali navaditi in vse, kar lahko naredimo, ne glede na vse ukrepe, ki jih mi predpišemo, je največ lahko naredijo rejci sami. Z upoštevanjem biovarnostnih ukrepov in izvajanjem ukrepov za preprečevanje predvsem nosa bolezni kot tudi nadaljnjega širjenja. Govorimo o boleznih, ki imajo res velik ekonomski vpliv. Kot smo prej predstavili, v bistvu celotne države so zaprte, je prepovedano trgovanje iz teh držav, tako da to sigurno vpliva na industrijo, na gospodarstvo.
tudi na reje, tako da je predvsem v tej fazi, ko bolezni še nimamo, je poudarek na preprečevanju in doslednem upoštevanju biovarnosti. Kot smo ugotovili tudi pri nas v lanskem letu, ko smo imeli območje zaradi kuge drobnice na Madžarskem, so dejansko nelegalni premiki bolj pogosti, kakor si mislimo ali pa kakor si želimo. To gre predvsem za premike, recimo tudi prek meja med sorodstveno povezanimi obrati, se pravi posojanje kozlov, ovnov, to je stalnica. To je tudi ena od najverjetnejših teorij, kako je prišla bolezen na Hrvaško. Tako da dejansko, ne glede na vse, največ lahko rejci naredijo sami ali pa naredite sami. Se pravi, z upoštevanjem biovarnostnih ukrepov, med katerimi so seveda primarno obvezna uporaba zaščitne obleke in obutve za vse, ki vstopajo na območje objektov za rejo. Zavarujte obrat pred nepooblaščenim dostopom oseb ali pa živali v objekte z živalmi. Nekajkrat je bilo izpostavljeno, predvsem zdaj, ko smo se pogovarjali veliko tudi o bolezni modrikastega jezika, kjer to dejansko nima takšnega vpliva, ampak da ljudje hodijo ali pa trgovci po terenu, nabavljajo živali, rejci spuščajo te ljudi v hleve, nikar. Najboljši način, da se zavarujete pred nosom bolezni, je to, da imate res nadzor nad tem, koga spustite in pod kakšnimi pogoji svojim živalim. Tudi ko nabavljate živali, nabavljajte jih iz obratov s preverjenim zdravstvenim statusom. Iz obratov, kjer je urejeno, kar se tiče identifikacije in registracije. Tako obrata kot živali, da se lahko zagotavlja sledljivost, od kje so prišle, iz kakšne reje. Recimo na Hrvaškem najbolj poudarjajo v vseh teh rejah so pomanjkljivosti v zvezi z registracijo in identifikacijo. Ne pomaga veliko, če pripeljete žival, pa nimate dokaza, niti od kje je prišlo, kakšna žival je, nič ni v registrih. Te registri niso sami sebi namen in označevanje živali. Predvsem imajo namen, da se lahko zaščitite ali pa zaščitijo rejci, da se prepreči prenos bolezni. Ko žival pripeljete, jo ločite od ostale črede. Predvsem zato, da vidite, kaj se dogaja, če dejansko zdrava, če opazite kakšne spremembe, lahko ukrepate pri eni živali, ne pa pri celi čredi. Eden ključnih zadev pa je sigurno, da opazujete zdravje svojih živali. Se pravi, kakršnekoli znake, kakršnakoli odstopanja, pokličite veterinarja, da se lahko čim prej ugotovi, za kakšno bolezen gre. Ko je bolezen že nekaj časa prisotna, je veliko težje obvladljiva, težko je izslediti premike, sigurno se pa razširi. Tako da v vsakem primeru je primarna odgovornost, kot velikokrat govorimo, pa ne slabonamerno na rejcih. Vi lahko največ naredite, da zaščitite svoje živali, da preprečite vnos bolezni v rejo. Toliko za konec. Tule so pa se opravičujem. Kje pa je tole zdaj prišlo? Se opravičujem, meni je tale računalnik malo zmrznil. Takole. Tule so pa še povezave, kjer so dostopne dodatne informacije, tako v zvezi s kugo drobnice kot osepnicami ovac in koz, kjer se lahko sproti spremljate situacijo, kaj se dogaja, kakšni ukrepi so sprejeti, tako da toliko še z moje strani. Hvala. Ja, hvala vsem predavateljem.
Mislim, da je bilo super, da smo se spomnili na to, čeprav v biovarnosti ves čas govorimo, ampak je to temelj vsega. Začnemo in končamo z biovarnostjo. Tako da zdaj v klepetu niste znati nekih posebnih vprašanj. Če se bodo čez čas tekom dneva ali kasneje, ko bodo morda še kakšni kolegi pogledali to izobraževanje, ki ga bomo poslali in je posneto, pojavila, lahko tudi pišete in smo na voljo za odgovore. Tako da jaz predlagam, da zaključimo izobraževanje s temi besedami, da v Sloveniji res imamo neko srečo, da nas take bolezni zaenkrat še niso doletele, ampak je pa to tudi prilika, da res skupaj ohranimo in zdržimo v prihodnje, da ostanemo prosti bolezni. Kot smo slišali, najbolj zanesljivo orodje je res preprosto. Smo rekli, začnemo in končamo z biovarnostjo.